En, dva, aha, zdaj se pa nekaj sliši. Mi da se pa bova tudi takole slišala, recimo. Bo. Čeprav nekaj še eno zvočanje. A je z unga konca, ne? Zdaj moramo biti glasni, da se bomo mi na drug konc slišali, ne? Kaj gre zvok direkt čez, kaj ukrivljen. Tako da debatni kotiček se oproščamo, če smo pri mladih. Ale, slišaš, ne? Jih bomo mogli preglasiti. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Lepo vas je videti v takšnem številu, nekateri ste ostali brez sedežev, ampak zdržite, ker ne bo dolgočasno in ker bomo kratki. Mislim, da imamo 4 ure pa pol imava naštimane tukaj za tole debatko. Hvala založbi Didakta, ki organizira tole dogajanje. Organizira ga pa zato, ker je izdala že drugi del serije knjig o Janu Pančurju. Po Janu Pančurju in Testeninski zaroti smo zdaj dobili še Pustno gobokalipso. In zdaj, tako vas bom vprašal, najprej vas, kdo od vas že slišal za to knjigco? Danes ste, in zdaj boste videli, da so čist hude stvari, in napisal jih je pa, preden gremo na knjigice, Krister P. Jansson. In zdaj bom jaz takole prebral, kaj je Krister P. Jansson. V zadnji je tako 6-8 strani o tem, kaj on vse počel, od tega, da je bil na ladji, da je igral kitaro, da je, evo recimo, na Južnih otokih še danes s spoštovanjem govorijo o mornarju, ki je nekoč napekel palačinke iz 60 jajc in presekal vodovod na otoku, da je posadko in kapitana rešil grozeče lakote in žeje, da o zakladih, brodolomih, orkanih in strupenih pošastih iz morskih globin sploh ne govorimo, in tako naprej. In zdaj bi te vprašal, Kristjan Musek, ki je naš gost danes tukaj, zakaj Krister ne piše o sebi, ampak o Pančurju? Zakaj Krister ne piše o sebi? Ker tukaj vidimo, to je hudo, to je življenje polno. Pa odkje ti sploh ti Kristerja poznaš? Dajmo najprej to, odkje ti Kristerja poznaš? Ja, to je dolga zgodba, poznava se že nekaj časa, pravzaprav od rosnih let. A bi lahko rekel, da od rojstva? Od rojstva, pravzaprav od rojstva. Nekako sva skupaj rasla. Potem se je pa on za nekaj časa potuhnil. Pol je pa naneslo takole, da so te knjige začele nastajati in je preplaval ven nazaj na površje zaradi preprostega razloga. Namreč, ko so bile knjige spisane, ker jih je še več, ampak to pol kasneje, se je zgodilo to, da je Kristjan Musek, Lešnik, se pravi jaz, začel razmišljati nekako tako. Jaz sem en tak blazno resen človek. Lahko povemo, da ti si psiholog. Ja. Ti si psiholog. S čim se ukvarjaš, ko si psiholog? Jaz se kot psiholog ukvarjam s tem, da pravzaprav hodim okrog po svetu pa razlagam, koliko je šola pomembna, pa koliko je resna stvar in tako naprej. A si predstavljate potem napisati eno manj resno knjigo za otroke pa mladino? In rečeno, ampak šola je zelo resna stvar, ampak včasih jo pa čisto preveč resno jemljemo. In sem zato rekel zelo preprosto, tole bo pa treba pod enim alter egom izdati, ker ljudje ne vejo, da pravzaprav tisti ta resen Kristjan Musek Lešnik, ki včasih tam kaj na televiziji govori pa podobne reči, da ima zelo zanimiv življenjepis. Vse, kar je noter napisanega, se pravi to o 60 jajcih v palačinkah, to drži, o vodovodu presekanem tudi drži. Kaj pa o ilirskih piratih? Pravzaprav tudi drži, ampak to je malo zgodbo povezano s tem, kako smo enkrat, ko sem bil v vojski v mornarici sred noči, ko je bil, vsi so spali na ladji, krmar je bil pokonc, oficir je bil pokonc, pa hudo nadelan. In jaz kot telegrafist sem bil pokonci, naenkrat so se začele okrog nas svetiti luči in smo ugotovili, da smo v albanskih mednarodnih vodah, to je bilo še v starih časih, ker je bila to precej resna reč in od tod ilirski pirati, ker so nas res preganjali. To je samo ena od teh epizod, ja. No in rekel si pač, da za enemu psihologu, ki resno govori, ne pritiče take zabavne knjige, da ne bi kdo kaj rekel, in si se odločil izbrati ta
svoj psevdonim. Ampak dajmo povedati malo o Janu Pančurju. Zdaj, mene so, ko je šla prva knjiga, da sem rekel, tele pa imamo pa eno luštno knjigo, da mi je všeč, bi jo ti prebral, ne? In jaz sem glih tako rekel, resen psiholog, ne? Da vidimo, kaj bo resen psiholog. Verjetno bo to knjiga, v kateri vsi otroci jokajo, če jim da učiteljica manj kot 10 strani domače naloge na dan, a ne? Ali se vi tudi jokate, če imate manj kot 10 strani domače naloge? Ne. Sem pa zihar bo kaj tazga, a ne? Pa ko otroci na kolenih prosijo učitelje, če lahko še eno kontrolno pišejo, pa sem pa dobil knjigo, v kateri so zlobne znanstvenice, v kateri so kuščari iz vesolja, v kateri so mikročipi, ki ti spremenijo v zombija, v kateri je hišnik, ki je v resnici volkodlak in po kateri me je bilo strah jesti makarone. In to jaz, ker sem delal reklamo za makarone za enega trgovca. Pa sem bil, kaj če je v teh makaronih kaj skrito. Se pravi, eno tako zelo napeto zgodbo in me zanima, vse to je pa opet Jan Pančur, pač najstnik, ki je čist navaden najstnik, ne? Ampak sam vsake toliko časa je na njegovih ramenih tako drobceno breme, da mora rešiti cel svet. Ne, kar je normalno, to se vsi soočamo s tem, ne? In me zanima, mogoče, če poveš pa tudi za naše mlade obiskovalce, kako je ta Jan nastal, a je bilo najprej zgodba, imamo vesoljce, pa imamo neke mikročipe, pa rabimo nekoga, da jih reš, ali je tukaj bil nek Jan, pa si rekel, zdaj mu moramo pa narediti eno zgodbo. Ja, zdaj bom izdal tragično skrivnost, ne. Pravzaprav je bila najprej zlikovka, najbolj žleht znanstvenica, kar jih je v celem vesolju, ampak ko je pa začela ideja zgodbe nastavljati, ne, pa kdo pa pravzaprav lahko enemu žleh zlikovcu pride do konca, kot pa en ta prav najstnik, in je začel nastajati Jan Pančur, ne. Potem se je pa zadela zelo preprosto zgodila, kako ta Jan Pančur ratal. V glavnem, združeval sem en mal moje sošolce, v glavnem kar nekaj biografskih reči je noter. Ta fant je bil od samega začetka Jan. Pravzaprav je to fant, ki sploh ni kaj zelo grozno korajžen. Slučajno nanese, da v kakšni knjigi pravzaprav pade nič hudega sluteč v središče ene hude zarote. In naredi potem tisto stvar, ki jo naredijo najbolj korajžni ljudje, pa najbolj korajžni otroci. Tudi takrat, ko je pravzaprav nekaj grozen, pa ko je nekaj strašljivo, enostavno grejo naprej, pa rešijo zadevo. No in tako je nastal ta Jan, pol sem pa rekel, zdaj pa ta Jan mora imeti še en pring zraven, ne, da bo ta prav junak, in sem imel hud problem. Jaz sem imel dva sošolca v osnovni pa srednji šoli, ki sta nekako bila tista, ki sta mi dajala malo navdih in sem takole malo migal noter. En se je pisal Pančur, drug pa Plestenjak, in ker je bil Jan, je bilo jasno, da sem mogel Pančurja vzeti, drugač bi z avtorskimi pravicami verjetno imel resne zaplete in s tožbo fasal. Veš, koliko bi se to prodajalo, če bi bil naslov Jan Plestenjak in testeninska zarota? Veš, koliko bi to ljudi kupili? Ja, to pa priznam, da ekonomist pa nikoli nisem bil. Ampak bi verjetno tudi pol razočarani, ker ne bi bil ta prav Jan Plestenjak noter. In zdaj, kako je pa ta zlobnica, je ta Amalija najbolj najzlobnejše bitje v vesolju, oziroma pač na začetku je drugo najzlobnejše, pa po spletu okoliščin postane najzlobnejše bitje v vesolju. Da mi malo povedal, kako si to zlobnico tudi ustvari, zakaj, kako si rekel, ta bo pa res pasja. Jaz mislim, da pravzaprav vsi rabimo junake, pa na drugi strani rabimo zlobneže. Svet je tako narejen, da se zlobneži tu pa tam pojavijo, kar nekaj ta pravih zlobnežev, ki sem jih srečeval, je noter v tem liku, a ne. Ampak glavna reč, ki sem jo hotel tukaj noter dati, je pa pravzaprav to, da je, tako kot sem rekel prej, življenje včasih čisto preveč resno jemljamo. Treba se je zabavati, treba se je fajn imeti, treba je biti korajžen, in se mi je zdelo, da pravzaprav je treba včasih pokazati, da žlehtneži se niso tako grozni zares, ki jih pravzaprav pogledaš od spredaj, od zadaj,
včasih so prav trapasti in tukaj se na koncu tudi izkaže, da ta najbolj zlobna znanstvenica pravzaprav ni tako zelo brihtna, ampak več pa ne bom povedal, da ne kvaram. Ja. In vse te znanstvenice, pravzaprav vsa bitja, ne, imajo zelo zabavna imena. Recimo, če vam tukaj preberem vse te čaki, Amalija Pelinšek, ne, je zlobnica, potem ima pa 3 pomočnice, ki jim je ime Frigida Hladnik, Gizela Repenšek, pa Nuška Ritoliznik. Ne, zelo so do tega, da govorimo o spodnjem Ajmohtu, ne, se je spodnji, srednjem Ajmohtu, ki je vladar vesoljskih kuščarjev in za katerega se srednji Ajmoht je meni eno 3 najboljših imen, kar sem jih prebral v literaturi. Saj je res tako preprosto, butasto, ne, da te vrže ven iz tega, ampak te vesoljski kuščari, ne, ki se pojavljajo skozi obe, imajo pa še eno zanimivost. Ne, oni zelo radi opazujejo nas, Zemlje. Zakaj se oni zanimajo za Zemljo? Mogoče, če lahko še to, pač, kaj jih tako privlači tukaj pri nas? Pravzaprav jih privlači vse. Ljudje smo jim zanimivi zato, ker smo tako čudni. Oni so malo bolj razviti, mi smo pa čudni. Mi smo pa zanimivi in strašno radi berejo zemeljske časopise, gledajo zemeljske nadaljevanke in tako naprej. Se pravi, spremljajo vse in ta prvi zaplet pravzaprav se zgodi, ko se naenkrat ena črvina v vesolju začne zapirati in jim signal z Zemlje začne slabeti. No, pol je pa štala. Ja. Pa obakrat, ne, ampak tudi to se mi zdi fino, ne, kad te kuščarje opeleš, ne, in to dobimo zelo občutek, da vsaj nekako stereotipno in tako, ne, ponavadi, da so pol te kuščari zlobni. Vse eni tako prav, da so med nami oblečeni v ljudi, pa nam vladajo, ampak kako, pa se mi izkaže, da so čist prijazni, se pravi, da nekdo, ki zgleda kot pošast, ne, nam je v resnici prijazen, nekdo pa, ki zgleda pač kot človek, kot ti ali pa jaz, je pa v resnici zloben in pošasten do drugih. A je tukaj mogoče kakšen nauk? Po mojem, da je, ker toliko se pa ne morem od tega, da je moj to boljši prijatelj psiholog, ne, ločiti. Ja, točno to je, ne, ker se mi zdi, da je pravzaprav to, pa sej to je skozi literaturo ves čas, ne, sej je namen literature odpirati to, pa mislim, da razvijati kritičen pogled na svet pri otrocih, točno to razumeti, da včasih tisti, ki najbolj sladko govori, mogoče ni najbolj prijazen, da mogoče tisti, ki se ga najprej ustrašiš, ni najbolj strašljiv. Tako da ja, nekaj tega sigurno mi je po nesreči noter padlo. Ja. Zdaj, ko si to omenil, bom izrabil za eno brezsramno promocijo, samo še zraven, ker vem, da je založba Didakta izdala tudi ene stripe o Hildi, ki sem jih prevajal, in je ravno tako en taka zgodba, ravno to, ne, da pač na prvi pogled se lahko nekoga bojimo, ampak v resnici ne moramo dati priložnost, ne, moramo pogledati, kaj in kako. No, ampak zdaj pa to, se pravi, ta Amalija, če pogledamo, Amalija je zlobna, ne, in ona si hoče podrediti svet, ker to pač počnejo, ne, super zlobci si morajo zmeri podrediti cel svet, ne, to imajo oni, ker če prijaviš za super zlobca, si hočeš podrediti svet, ne dobiš službe, pač pejt kaj drugega, pejt, ne vem, prekladati v kartonažno stvari. Ona pa, ne, in ona ima zelo rada te mikročipe, zmeri si jih želi noter dati, ne, kot rečeno. Zdaj vam bom povedal, vi ste tamle noter dobili ene listke, ne, iz katerih bomo potem žrebali. In nagradno vprašanje se bo glasilo. Povejte napišite eno ali obe prehranska produkta, s katerimi hoče zlobnica zavdati ljudem, ne, da skrije vanje noter mikročipe. Zdaj, v prvi knjigi so to makaroni, ne, ker pač ljudje imajo radi makarone, ne, pač, a poznamo koga, ki ne mara makaronov, a je bilo to tako, pač vsi jemo makarone ali je kakšna druga
A si gledal tam reklame, si rekel, joj, kaj pa ta čist preveč dela reklam za makarone, moramo nekaj o makaronih napisati. Pravzaprav so bili makaroni spontani, čeprav moram priznati, da poznam človeka, ki ne mara makaronov, pa ne bom povedal, Ne, takih groznih stvari ne govorimo o ljudeh. Ne, nekako se mi je zdelo, testenine so ena taka široka pravzaprav reč, ne. Strašno rad jih imam in sem pomislil pravzaprav, ja, čipe, kam bi zlikovc skril čipe, ja nekam, po čemer ljudje radi segajo, ne. Veš, te makaroni so tako malo nepraktični, kaj če čip ven pade? Zakaj ne tortellini? Ja, sej, pravzaprav so vse žive testenine, ne, celo lazanja, ja. In je tudi internacionalno, ker tudi ramen rezanci so vključeni, se pravi praktično vse, kar si lahko od testenin zamisliš, vse so zlorabili, tako da bodite previdni, prosim lepo otroci, naslednjič, ko boste imeli v šoli testenine, kaj če... ne bi smel. Ne bi smel, nekaj upozorjah. No, ne, samo poglejte, dobro. Če kaj škrta, ker makarone jeste v šoli za kosilo, mogoče ni to, da so imeli kuharice slab dan, ampak sam, da je vaša učiteljica za naravoslovje znanstvenica, ki želi... Ne bo šla tja. Ne bo šli tja, ker to se dogaja samo v knjigah. Kaj pa, če bi se tudi v resničnem življenju, jaz mislim, da bi pol midva sva že pojedla toliko testenin v življenju, vsaj jest, kar se tudi pozna, da bi mogoče bi jaz že imel ta mikročip in ne bi smel govoriti tega, ne, bi me že nadzorovali, pa ne bi povedal, bi rekel, jejte makarone. V drugem, ne, pa zato, ker je glih Jan Pančur, ne, nekako ne bomo zdaj govorili, da ne bomo izdali, ampak Jan Pančur ostane brez mikročipa in pa v drugem delu, zdaj ne, tem pustni gobokalipsi, pa tuhta in reče to, čemu se pa res nihče ne more upreti, to so pa krofi. Ne, to so pa krofi, ne. Zdaj pa si predstavljate, ne, imamo krofe z marmelado, imamo krofe z vaniljovo kremo, s čokolado in imamo krofe z mikročipi. Kaj se pa zgodi, ne, in kako je pa pol zdaj v tem nadaljevanju, kaj jaz moram priznati, ne, se prej tudi, ko smo se pogovarjali, ko si rekel, prva knjiga rata, super, pa koliko je bilo pri drugi tega pritiska, ko si čutil, ko si rekel, joj, prva je bila dobra, zdaj se moram potruditi še bolj. Pravzaprav sem se mogel potruditi zato, ker na eni strani, moram reči, imel sem srečo, da sem naletel na Martina Uraniča, urednika, in sem rekel, mora biti knjiga dobra že zato, da nam njega razočaral. Druga reč, ki me je grozno obremenila, pa res sem komaj spal, je bila ta, da si za ta prvo knjigo napisal, da je še kar v redu. In sem rekel, zdaj ne smem tebe razočarati. In tretja reč, tretji krivc pravzaprav, prvo knjigo je tako fenomenalno ilustriral Jure Engelsberger, ki se skriva tam in je rekel, da ga absolutno ne smemo pokazati, tako da tam skravžlan. In sem rekel, tudi njega ne smem razočarati. Breme je bilo hudo, no, ampak smo šli naprej. Obljubljam pa, da je tretja vsaj tako dobra, kot te dve, če ne še boljša. Evo, super. Pa zdaj te prve dve, ne, sta zelo znanstveno fantastični, ne, imamo potovanje po vesolju, imamo črvine, za tretjo pa, ne, zdaj te bom držal za besedo, ne, pa obljubljaš nekaj malo drugačnega. Pravzaprav tretja bo pa kriminalka. Strašna kriminalka, bo grozna, napeta bo, do konca bo napeta. Zna biti, da ne bo imela srečnega konca, a ne, imela ga bo. A ni treba? Ok, bom resno razmislil, pa še nekaj. Se pravi, če ne bo tretja imela srečnega konca, mora biti pa četrta, da popravi to. Pa peto. Super, ja. Dokler pišeš nesrečne konce, bojo ljudje zahtevali še. To. Evo, ne, pa bi psiholog bi mogel to vedeti, ne. En mal bo romantike noter. Ja. Tukaj vam lahko povem,
Ni poljubčkov še, nič. ni. Ampak recimo tukaj meni pa super glih to, ker vsakič imamo to simpatijo, Janovo, ki je noter, sošolka, ki jo gleda, ampak je po svoje tako zanimivo, kako je, ki je on, ki rešuje zemljo, ki se spopada z Amalijo, ki se spopada z roboti, on, mu to se zdi, da pač vsega je strah, ampak on to zmore. Pol, kaj pa treba punci reči, všeč si mi, je pa kar mal, tudi mora kar zbrati, se zdi, da je skoraj več poguma, kot pa za reševanje vesolja. Ja, zdaj pa zna biti, da je tukaj je malo avtobiografskega verjetno, tako kot vsaka knjiga. A ni to najbolj, Če ni to najtežja reč? Če bi jaz to knjigo pisal, definitivno ta delček ne bi bil avtobiografski, zato ker on gre pol z njo na randi, tako da... Ne, ampak ja, a ni to neki najtežji? Ja, najtežji, je najtežji. Svet reševati, ja, simpel. To je simpel, Ja. to pa. Pa še ena mogoča stvar, preden bomo zastavili pa pogledali tele odgovore, je pa tudi, ker se mi pa zdi, da kje se pa pozna to tvoje delo, se mi pa zdi kot psiholog, je pa pač pa neke te teme, ki jih pa moramo pač damo malo noter, so pa te 3 razredni težaki. Se pravi, da imamo tudi poleg te zgodbe, se pravi, Jan lahko reši vesolje, ampak ima pa 3 sošolce, ki njemu in drugim skozi težijo. In skozi težijo in koliko je tukaj tudi želja bila pač pokazati te različne dinamike pa te neprijetnosti najstniškega življenja. Ja, meni se zdi, da je to ključna stvar, ker če pišeš za otroke, za mladino, je treba pisati o stvareh, je treba dodati, pa če pišeš znanstveno fantastiko, nekaj malega je pa treba dodati tudi tega življenjskega noter. In to je tista reč, ki se preprosto dogaja. Vsi smo imeli te zgodbe, vsi poznamo te zgodbe, a imate vi tudi koga v razredu, ki je... Nimate nobenega? Imate, ne? Ja, no evo, to se dogaja, ampak hkrati se mi zdi pa pravzaprav tudi to pomembno, da se ljudje lahko, pa je v knjigi, spremenijo. Da se lahko spremenijo, da daš človeku možnost, da pokaže, da hoče delati drugače. Da tudi, če bi enkrat bumbar, da lahko. Natanko tako. Tako da ja, evo, zdaj pa bom jaz vas vprašal. Torej, na listek napišite eno ali dve drugo jed, v katero je Amalija vtaknila mikročipe. Napišite tudi svoje ime, ker bomo žrebali, mislim, da 2 knjigi. Potem, listki so samo za otroke, odrasli morate kupiti. Tle imamo še kaj, Martin, kje je? Ali kdo rihta? Imamo tle še listke, tle imamo še mlade. Evo. Da bomo, ta čas pa, pa tamle so tudi še eni brez listkov. Lahko samo eno, lahko 2. Kar hočete, toliko da vidim, pa podpišite se, da bomo vedeli. Eno od jedi, v katere je zlobna znanstvenica vstavljala mikročipe. Imamo testeninsko zaroto in imamo pustno gobokalipso, v kateri so na naslovnici vidne okrogle ocvrte sladice iz kvašenega testa. Običajno z nadevom marmelade. Tako da več ne morem, strojan, ja, seveda. Mi je pa tudi všeč, recimo, v teh knjigah, zdaj je ta malce pa deva tle zdaj za odrasle eno znanstveno, mislim tako, zelo veliko je enega, bi rekel, fint, zelo veliko je nekih fint v levo, da ti zgodbo peleš, lepo nastaviš in si rečeš, kaj je pa zdaj s tem junakom, in potem se izkaže, da je nekaj čist drugega, s tem, da tist, kar si napisal, vse drži, samo lepo tako obrneš, zakriješ en element in ti nas tako kar doskrat presenetiš to, koliko je to zapleteno delati, pa recimo tle v drugi imamo eno komedijo zmešnjav, ki se neprestano narobe štejejo stopnice in nadstropja in koliko je tukaj enega
načrtovanja bilo? Imaš tako kauno, ne vem, iz It's Always Sunny in Philadelphia, celo steno tako popisano z listki pa z nitkami, tukaj to. Kako načrtuješ te zaplete? Pravzaprav, ja, ko se lotam pisati, imam približno idejo, kam hočem zapeljati stvar v glavi. Potem se usedem za računalnik, pišem. Pridem do konca, grem čez in rečem, o Jezus, tole je en čist dolg čas, tlele pa treba malo popestriti. 2 trika imam pravzaprav. Prvi trik, ki sem se ga lotil, ko sem začel to pisati, je to, da sem si rekel, vsako poglavje mora biti prej kot, se pravi, maksimalno 1 tipka na stran, zato da se da vzdrževati pozornost in na koncu vsakega poglavja pravzaprav mora biti nekaj, kar da bralcu občutek, joj, pišuka, ne moram tule zdaj končati pa iti spat, ne moram obrniti pa iti na naslednjo stran. To se mi zdi zelo pomembno, predvsem zato, ker se mi zdi, da so take knjige tiste, ki lahko pritegnejo k bralcu zaradi same vsebine, zaradi mešanice žanrov, zaradi junakov, mogoče tudi tiste bralce, ki so malo manj nagnjenih temu, da bi rekli, o, kakšen špeh je, ne? Pol pa odprejo, pa vidijo Juretovo ilustracijo, pa rečejo, no, se bo šlo, pa začnejo brati, pol pa kar naenkrat pridejo do konca in rečejo, o, se mi je ratelj, in pol bodo mogoče kdaj izbrali še kakšno drugo knjigo, no? Evo, tamle imamo, kaj te zanima? Če toliko piše, da nam ne rata zaspati? Ja, to je pa grozna reč in pol se mi zgodi, to se mi pa včasih zgodi in pol tam po noč pišem, pa si rečem, saj zdaj bi mogel iti pa spat, ampak joj, tole še moram napisati, ker če ne bom zdaj napisal, bom, to je to, super. Tebi se tudi to dogaja? Aha, no, super. No, super. Še ena stvar, ki je mogoče tudi zelo zanimiva, je pač kako zgodbo, se pravi, da malo skačemo po času, kdaj sem pa tja, ne, in da je vse to v naslovih poglavij lepo opisano, se pravi, da se nikoli ne zgubimo, ne, da točno pač postavimo točko in potem vemo, zdaj smo 2 tedna prej, zdaj smo 1 teden pol in tako naprej in vzdržuješ to napetost. Pa še ena stvar se mi zdi, to moramo tudi njim povedati, ne, ne samo pač, da so poglavja kratka, ampak tudi odstavki so zelo kratki. Dostikrat je en stavek, nov odstavek, nov odstavek, kjer je to tudi pač nekako tako, bi rekel, da gradiš in humor in napetost, ne, se pravi, da je zelo tako, ne, imaš en stavek in si rečeš kul, pa drug stavek, fora, ne, spet nas je na finto vrgu in tretji stavek, še ena fora. Koliko je pravzaprav zdaj to, kar si rekel, tudi, pogledaš v prvo, pa si rečeš, to je dolgcajt in spreminaš, recimo, koliko bi bila, je pol tista ta prva verzija, tako tudi recimo ful daljša od te končne, ali ta pa malo ven mečeš, pa dodajaš, pa je približen isto? Ne, je. In tukaj na srečo potem pride urednik noter v zgodbo, ne, ker tale zgodba Gobokalipsa, ne, je imela še kakšnih 15 strani, ne, in mi je na srečo rekel, glej, Krister, ne, saj ti si zgodbo že končal, ne, daj to pusti za naslednjo knjigo. Ja, je zelo pomemben, da drugi pogledajo, sicer je pa tako, res si želim, jaz vedno uživam v knjigah, ob katerih se zabavam. In ko jaz pišem, si želim, da se bo nekdo imel fajn in da ko bo knjigo odložil, se bo imel malo boljš kot takrat, ko jo je vzel v roke. Bo rekel, wow, saj tole je bilo pa fajn, tole sem se pa fajn imel. Še kdaj. Super, evo, in zdaj bomo poskrbeli, da bosta 2 od vas lahko to rekla, ko ste prebrali, tako da zdaj bomo šli okoli s tistole košarco, s pletenico in boste noter vrgli listke. Ti boš izžrebal in bo tudi nagrajencema podpisal knjigo. Tisti, ki pa ne boste žrebani, pa se lahko kadarkoli oglasite na stojnici od Didakte in jo tam kupite. Ampak zdaj boste imeli tudi možnost za kakšen podpis potem dobiti. Evo, zdaj bomo tukaj zrihtali, evo. Tole je zdaj skoraj tako napeto, kot čakanje na Euroviziji, ne? Ja. Kdo bo dobil 12 točk?
Tan, Na taratan. Evroviziji. A ste tle oddali? Listke, evo. Ok, zdaj pa, čakaj, jaz bom malo premešal. Zdaj pa ti stranglej, pa izžrebi najprej enega. In to bo, aha, evo, makaroni in krofi. Marko, ki je napisal svojo telefonsko. Marko, pridi sem, evo. Mislim, da ga bomo klicala, veš, pol. Evo, Marko, tam ne bo, čakaj, kuli imam jaz. Lahko, evo, tam ne bo kar, mislim, da kar tam ne so že odprte. In, čakaj, žrebaj še eno. Je pa to, ne, dobite za nagrado ta drugo knjigo, a ne? To je finta zdaj, ne, ta druga knjiga je za nagrado, pa če vas bo pa zanimalo, kaj je bilo prej, ne, ste morali pa v knjigarno ali pa v knjižnico, a ne? Krofi, pravilen odgovor, Liza Kovač. Evo, imamo Markota in Lizo, ki dobita podpisano knjigo. Jaz upam, da boste uživala. Jaz sem v njej celo toliko, da sem v ta prvi... Foljenih stavkov sem napisal. Veš, koliko sem se potrudil. Lej, to je, da 5 stavkov sem napisal za zadnjo. Zdaj imaš pa večjih, pa so samo tako po en stavk povedali. Ne vem, no, tako, zakaj se toliko človek trudi. Čestitke obema. Mogoče samo še za kakšno zaključno misel, kaj njim glede šole mogoče. Dajmo zdaj pa še psiholog pove eno stvar, da ne bomo sam zabavni, da bomo resno z naukom končali. Marko ima rojstni dan, vse najboljše, Marko! Vse najboljše. Takole, no, hudo resno bom tole končal. In sicer, šola je čist fajn, pa resna reč, ampak zelo važno je, da se imate tudi vi fajn, pa da se znate zabavati. Berite fajn knjige, počnite fajn stvari in ostanite še naprej tako simpatični, kot ste zdaj. Gospod Krister P. Jansson, najlepša hvala za ta pogovor. Gospod Boštjan Gorenc Pižama, hvala. Ja, če imamo pa še kakšno vprašanje, pa kar. A imate vprašanje? Kar povejte. Aha, mislim, tole je zdaj po mojem boljšega komplimenta, sploh še nisem dobil. Po mojem si ga moram zapomniti, si ga moram. Štopart za mulce. Dajte se vi tam za založbo, bo Martin prišel do vas, pa v te dal pa ime za... Ja, kaj? Blurb, evo, ne? V glavnem, tako bom rekel, jaz sem že kot mulc prebiral znanstveno fantastiko, užival v njej od Clarka pa Lema, potem seveda Douglasa Adamsa, pa kakšnega Terryja Pratchetta. Njega boste pa v dvojki srečali, Pratchetta se sreča en... V dvojki je Terry Pratchett, tako da ne morem si kaj, da ne bi kakšne reči, ki jo obožujem, dal noter v knjige. Bom mogoče zdaj razložil, tako da razumete še tale Jansson. Mene so vedno fascinirali Skandinavci, skandinavska literatura, skandinavski avtorji. In ko sem se odločil za ta alter ego mu dati ime, sem ugotovil, da pravzaprav, če bi bil Skandinavc, bi tako ali tako, moral bi biti Jansson, tako ali tako, ne. Potem, ja, moj oče je Janek, oziroma Jan, to je ena reč. Druga reč je pa ta, da potem, ko sem tole dal na papir, sem rekel, no, to je pa en tak omaž Tove Jansson, ki je pa pravzaprav bila pa ves čas ena od mojih najljubših pisateljic. Super, evo, the best. Imamo še kakšno vprašanje? Še kaj? Gospod Engelzbe? Ja. Hvala.
Ne, jaz mislim, da je ena stvar sila pomembna, je domišljija. Domišljija, ki jo je treba ohranjati od malih nog, domišljija, ki jo imajo po mojem mnenju skoraj vsi otroci, pa jo nažalost nekateri odrasli spotoma, ko začnemo vse stvari okrog sebe preveč resno jemati, malo izgubimo. Se pravi, ta domišljija, pa branje. Jaz mislim, da pravzaprav je to tista ključna stvar. Več kot bereš, več dobiš idej, več svetov se ti odpira, lažje pišeš. Super. Kako je pa z risanjem? Isto. Evo, se pravi, če vam je všeč, ne zgubi domišljije, rišite, ustvarjate in potem pridete do neke točke, da ilustrirate tako hudo knjigo in so vaše ilustracije tudi čist hude. Ne? Tako da ja, super. Še koga tle kaj zanima, tle smo zdaj že, drage, ste super, zdržali ste ful časa, tako da odrasli tudi, evo, ne, nobenega ni pritisnilo na stran vmes. Najlepša vam hvala za pozornost. Gospoda avtorja Jansona boste srečali zdaj še tamle na stojnici, kjer bo kaj podpisal, kaj še iz oči v oči povedal, in ko boste naslednjič jedli krofe, merkite, če vam bo kaj škrtalo pod zubmi. Ali pa testenine. Ja. Čeprav testenine so zdaj že, niso več, ne, so že prekinuli s proizvodnjo, zdaj so samo še krofe. Pa kaj ne veš, to bomo po tretji knjigi izvedeli, če bo kaj. Evo, pica, zdaj že imaš. Ok, hvala za idejo. Pica. Ne še tega. Burgerji. Evo, super. Najlepša vam hvala in lepo se majte in lepo izgubljanje med knjigami še naprej.